Lepo pozdravljeni. Po večmesečnem pouku na daljavo so se v šole vrnili vsi učenci od 1. do 3. razreda. Poglejmo, kako je bilo na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško. Takole so po skoraj 4-mesečnem premoru v šolo prihajali učenci prve triade. Gresta kar počasi garderoba, gresta z mano. No, pridita. Evo, še en objemček. Še en objemček. No, tako. Lep pozdrav. Danes prihaja tako v šolo 257 učencev in pa približno 61 zaposlenih, torej učiteljev in drugih strokovnih delavcev in pa tehnično in pa administrativno osebje. Ponovno odprtje šol so pozdravili tako zaposleni kot starši. Veseli smo, da smo se lahko vrnili, prvošolčki, zdaj čakamo, da se bojo pa še ta veliki lahko. Še šestošolca, ki pa zdaj dela od doma že tako dolgo in je kar težko. Zdaj res je bilo kar dolgo, mislim, da smo 12 tednov odštevali kar nekaj časa, pa veliko sprememb je bilo, ali bo ali ne bo, smo vsi v bistvu čakali, nam je to kar malo porušilo neko delovno rutino, tako da je sigurno zdaj to dobrodošlo in za, vrnitev v nek delovni proces in seveda za otroke, za njihov nek ritem in pa druženje in vse, kar spada zraven k šoli. Pripravili smo se tako, da seveda poskrbimo za vse preventivne ukrepe, da jih spoštujemo, da spoštujemo tudi zdaj pri prihodu v šolo vhode, posebej za učence 1. razreda, posebej za učence 2. in 3. razreda. Pomembno je, da bomo delali na higieni rok, higieni kašlja, razkuževali prostore, najbolj izpostavljene dele v učilnicah in v šoli. Poskušali se bomo veliko gibati. Glede na vreme nam verjetno na prostem ne bo tako uspelo, bomo pa zato izkoristili vse prostore športne, ki jih imamo v sami šoli. Na šoli so se dogovorili, da se v tem tednu posvetijo ponovnemu navezovanju socialnih stikov in ne toliko utrjevanju učne snovi. Starše prosijo naj otroke, če je le mogoče, pripeljajo le k pouku in ne tudi k jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju. Ker v tem primeru ne bomo mogli zagotoviti tistih mehurčkov v okviru oddelka, ko naj se otroci ne bi mešali. Vsi zaposleni so se morali testirati, večina se jih je že v ponedeljek. Včeraj je bilo napotenih 50 učiteljev in pa ostalih delavcev šole na samo testiranje. Od tega je bil en test pozitiven, tako da mi smo organizirali delo drugače, glede na to, da je to bil zdaj en dan prej, pravzaprav ni bilo to niti taka huda težava, je bil pa to zaposleni kot tehnično osebje. Po zimskih počitnicah, ki bodo naslednji teden, upajo, da se v šolo vrnejo vsi učenci. Izobraževanje za učence višjih razredov in dijake bo zaenkrat potekalo na daljavo pa od oktobra poteka tudi študij na fakultetah, kjer so trenutno sredi izpitnega obdobja. Poglejmo, kako so se na tak potek študija privadili na fakulteti za energetiko. Zdaj imamo vse na daljavo, predavanja potekajo v bistvu nemoteno, laboratorijske vaje so pa malo prilagojene, ampak še vedno spoznamo veliko zadev, ki se uporabljajo. Mislim, da je bilo na naši fakulteti vse skupaj zelo dobro izvedeno, da smo se študenti in profesori zelo hitro privadili na nov način študija. Tukaj bi izpostavil še posebno asistente, ki so nam laboratorijske vaje približali na način, da so določene stvari posneli, nekateri so tudi prenašali v živo, nam pokazali slike, tako da ni bilo nekega manjka v primerjavi z študijem v živo. Na fakulteti za energetiko smo se na študij na daljavo pripravljali že tudi med poletnim izpitnim obdobjem, tako da smo bili pripravljeni in študij na naši fakulteti je potekal v celoti na daljavo. Izvedene so bile tudi vse laboratorijske in auditorne vaje na daljavo. S tem, da smo seveda vse vsebine, ki bi jih drugače študenti poslušali v laboratorijih, kjer bi sodelovali pri sami izvedbi vaj, nekako posneli v živo. Študentje so vse to videli preko računalnikov in na tak način sodelovali tudi pri samih laboratorijskih vajah. Nenazadnje naj povem, da smo sedaj že v zimskem izpitnem obdobju, tako da študenti že opravljajo v bistvu tudi izpite na daljavo. Zdaj pa v Cerklje ob Krki, kjer poteka celovita obnova lesenega mostu čez Krko.
Dela dobro napredujejo, del mostu so izvajalci že odstranili, z zabijanjem lesenih pilotov v rečno dno pa so tudi začeli zamenjavo nosilne konstrukcije. V Cerkljah ob Krki v teh dneh poteka zamenjava lesene konstrukcije 108-metrskega mostu čez Krko. Občina Brežice je že v lanskem letu začela urejati cestno povezavo med Cerkljami in pa Pirošico, vključno z križiščem. V lanskem letu je bila že narejena cestišče, križišče v Pirošici in pa cesta od Cerkelj do mosta. Letošnjem letu pa smo začeli z praktično izgradnjo popolno novega mostu, ki bo zamenjava. Glede na to, da je most spomeniško zaščiten, bo ohranil dosedanjo obliko. Bo lesen, s tem, da je pa bilo edino dovoljeno, da so prečni nosilci železni, kar pomeni, da s tem tudi bomo povečali nosilnost mostu iz 3,5 tone na 15 ton. Zamenjali bodo nosilne stebre, prečnike, povozni parket, ograjo. Vozišče bo iz smrekovega, preostali leseni deli pa iz hrastovega lesa. Pričakujemo, da bojo dela končane do 30. junija. Vrednost del je okoli 700 tisoč evrov, izvaja podjetje Rafael. Naj pa povem, da pri tem projektu sodeluje tudi Ministrstvo za obrambo, ki bo sofinanciralo v višini 200 tisoč evrov. Občina Brežice se je v lanskem letu v sklopu javno-zasebnega partnerstva lotila energetskih sanacij 15 javnih stavb v skupni vrednosti okoli 5 milijonov evrov. Trenutno sta zaključeni stavba na nogometnem stadionu in objekt glasbene šole Brežice. V občini Brežice so lani sklenili eno večjih javno-zasebnih partnerstev. V sklopu projekta so obnovili objekt, v katerem domuje glasbena šola. Ravnatelj Danijel Ivša je prepričan, da je za glasbeno šolo energetska sanacija objekta velika pridobitev. Predvsem zaradi tega, ker smo zamenjali stara dotrajana okna, energent za ogrevanje, kurilno olje je zamenjala toplotna črpalka in pa zamenjala so se skoraj vsa svetila na varčne žarnice. Nova okna omogočajo bistveno boljše in hitrejše prezračevanje, poudarja Ivša, pa tudi bistveno boljšo akustiko. Zvočna izolacija v dvorani je narejena iz 2 oken, ki nam bo pomagala pri nastopih, torej zvoki iz zunanjosti se bodo praktično eliminirali. In pa še ena posebnost. Inštrumenti so večinoma zgrajeni iz lesa in na šoli imamo zdaj stalno temperaturo in vlago, torej v zimskem času, v kurilni sezoni ni nihanj. Seveda vse to bo pa treba probati tudi v praksi, kajti komaj čakamo, da se otroci vrnejo, da vse te zadeve naredimo tudi na šoli, ne nadaljavo. Celovito je bila obnovljena stavba na nogometnem stadionu. V sklopu energetske sanacije je bila izolirana fasada, zamenjana okna in vrata, kjer je bilo to potrebno, razsvetljava je bila prenovljena z energetsko varčnimi svetili. Vrednost stavbe je bilo okoli 350 tisoč evrov, poleg tega smo še zamenjali tudi na nogometnem stadionu streho na objektih, kar pomeni, da je bila investicija 400 tisoč evrov. V stavbi imate svoje prostore tako Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Brežice kot Zavod za šport Brežice. Prav tako pa seveda smo tudi v lanskem letu zaključili pomožni stadion z umetno travo, kar pomeni, da je praktično bilo v lanskem letu investirano v nogometni stadion okoli 1 milijon evrov. S tem pa bomo bistveno bolj poboljšali pogoje za razvoj športa in samo upam, da se čim prej umiri ta virus in da lahko začnejo polno trenirati naši mladi nogometaši in pa seveda tudi članske ekipe. Skupna investicijska vrednost projekta energetskih prenov 15 javnih objektov znaša 5 milijonov evrov. Konzorcij partnerjev Petrol in Plistor investira skoraj 2,5 milijona evrov, 1,8 milijona evrov pa je evropskih sredstev iz kohezije. Delež občine je približno 15% naložbe. Prešernov dan je bil letos zaradi epidemije popolnoma drugačen, kot smo bili vajeni, a zato nič manj prazničen. Tradicionalne prireditve so se letos preselile na splet in televizijo, tudi osrednja občinska slovesnost, ki jo prireja občina Krško, v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Krško in Javnim skladom za kulturne dejavnosti, na kateri so 8 domačim ustvarjalcem podelili Prešernove plakete in priznanja. Srebrno Prešernovo plaketo sta letos prejela član moškega pevskega zbora Svoboda Brestanica in Rajhenburškega okteta pri Kulturnem društvu Svoboda Brestanica Mirko Avsenak in režiser gledaliških in drugih predstav, vodja dramske in fotosekcije ter občasno tudi igralec v Kulturnem društvu Leskovec pri Krškem, Rastislav Florjančič.
Epidemija koronavirusa samostojne kulturne ustvarjalce postavlja pred številne izzive. Kriza je prizadela predvsem glasbene in gledališke ustvarjalce, ki so se soočili z odpovedjo nastopov. Nekateri ta čas namenjajo delu na novih projektih, ki jih tudi sicer opravljajo samostojno, doma ali v studiu, drugi pa so svoje delovanje vsaj delno preselili na splet. Veliko več je avtorskega ustvarjanja, malo manj je nastopov, ampak je pa tudi veliko artistov slovenskih, tudi posavskih, se je začelo dosti ukvarjati s temi online nastopi. Ni še čisto točno tam, kjer bi lahko bilo, se mi zdi, da je ogromno enih novih možnosti, ki jih je treba ful izkoristiti, da tale nasploh koncept, da imaš ti online koncert, torej da imaš ti posneto s kamero, ki je lahko tvoj prijatelj in ne rabi biti vedno samo publika in samo predstaviti koncert, ki ga ti igraš, posneti in dati na internet. Tale se mi zdi, da je ogromno morje enih možnosti, ki bi jih lahko še izkoristili in bi lahko bilo dosti bolj, ne bom rekel interaktivno, ampak dosti bolj privlačno, dosti bolj polno nekih novitet, ki mislim, da bojo, nekdo se bo lotil, ampak nismo še čisto točno tam. Nuša Derenda, ki v glasbenih vodah aktivno krmari že 3 desetletja, pritrjuje, da življenje od lanske pomladi poteka povsem drugače. Tale COVID-19 je res malo premešal vse skupaj, ne. Res smo se znašli v situaciji, recimo jaz nisem sploh nikoli razmišljala o tem, da bi prišlo do česa takega, ne. Vse možno sem razmišljala, ne, lahko zbolim, lahko se karkoli zgodi, da ne bom mogla več peti, ali pa da ne bom mogla več upravljati tega, kar najraje počnem in kar že dolgo počnem, ne. Tako da sem tudi vedno nekako razmišljala za prihodnost, ne. In takrat, ko je bilo res ogromno dela, sem jaz tudi ogromno delala. Tako da bom rekla, da to leto je bilo zame osebno, bom rekla, ena pavza, ki mi je mogoče celo dobrodošla. V smislu, da se malo spočijem, da malo razmislim, kaj bom delala v prihodnje, a si še želim toliko nastopati, a še želim snemati. Pač je ena taka prelomnica, ne. Zaradi epidemije sta brez posla ostala oba z možem, ki se ukvarja z ozvočevanjem dogodkov. Seveda tudi naša branža, se pravi tehnična podpora dogodkov in koncertov je trenutno v totalni krizi oziroma dogodkov ni. Nekje lani v tak čas smo še delovali dokaj normalno oziroma normalno, ker naše podjetje dela maturantske plese, delamo v Celju, v Golovcu in januar, februar do začetka marca je to še nekako šlo, se pravi, potem se je ustavilo. V bistvu smo, bom rekel, ta velika oprema od takrat stoji, ker ni bilo večjih dogodkov. Seveda so pa tlele zraven nas še cel kup nekih ljudi, ki, ne vem, postavljajo odre, montirajo aluminijaste konstrukcije. Tako da je v tej branži, mislim, da je zelo veliko ljudi, ki smo ostali brez posla. V tem času se je ustavilo tudi gledališče. Imeli smo eno predstavo, ki smo jo začeli postavljati na oder pri Malem Petelinu. Lani januarja smo začeli in smo ravno enkrat marca ne bi šli prvič na odrske vaje in se pa vse to ustavilo, prestavilo na, smo rekli takrat, na jesen. Ko smo se jeseni spet nazaj zbirali, da se bomo dobili, se spet vse zaprlo. Tako smo pa imeli vaje pač preko spleta. Zdaj pa, ker se še kar vlečen, malo smo mislili, da bomo mogoče januarja lahko že nadaljevali, smo zdaj v bistvu sprejeli odločitev, da bomo imeli premiero v jeseni. Tako da zdaj so trenutno obnovitvene vaje, enkrat na mesec se dobivamo, v jeseni bomo pa začeli. To je ta ljubiteljski projekt od Malega Petelina. O miših in ljudeh bomo delali od Steinbecka. Nuša Derenda čas namenja ustvarjanju novih pesmi. Trenutno sem posnela eno skladbo in mislim še videospot posnet, tako da jo bom dala ven pač kot videospot in
nekako se kaže tudi nekatere oddaje, recimo jaz še vedno nekako bolj verjamem ali pa sem navajena na televizijo, ne. Še vedno je to medij, ki je meni bližje, ne, kot pa družabna omrežja. In mislim, da se tudi nekaj odpira, neke nove oddaje in tako naprej, da na ta način se promoviramo, ne. Ena od takih stvari, ki jo trenutno jaz osebno pripravljam, je v bistvu tako bi rekel, ne upam si trditi, da prvo, ampak če že ne prvo, pa zelo po precej dolgem času eno profesionalen teater v Posavju. Delal bom eno predstavo z profesionalnimi igralci, jaz pišem en tekst in to se bo tudi letos zgodilo v jesenskem času. Zdaj, če bo ta epidemija še vedno trajala, bomo našli druge rešitve. Imam tudi eno backup opcijo, da bi to naredili kot neke sorte gledališki film, kar bi bilo tudi zanimivo. Ampak se mi zdi, da pač te časi so takšni, da te pač prisilijo se znajti, no. Ful sem hvaležen, imam eno lepo bazo ljudi, ki me poznajo, ne samo osebno, ampak kar se tiče, da vejo, da material prihaja, in sem zelo hvaležen, da danes je zelo težko, ful je vsebin na internetu in je zelo težko sploh koga pocukniti, da zdaj pa, daj prosim te samo poslušaj, samo klikni na povezavo, ja ali pa ne, samo da veš, če je. In tole sem zelo hvaležen, da je ena zelo lepa skupina ljudi, ki še vedno se zelo lepo odziva na to, no. Zdaj ne ja, pa super si naredil, pa ne, ampak samo da, okej, on je nekaj naredil, daj gremo samo prečekirati to, no. To se mi zdi tako zelo, ne bom rekel fair, ker ni nobenemu nič dolžen, ampak je pa zelo lepo, da vem, da ko nekaj pošlješ v svet, da svet en lep del mojega sveta osebno bo šel, bo preveril, bo napisal, bo pohvalil, bo zgrajal, ampak da si bo vzel, ne vem, 3-4 minute. Prihodnost je negotova, saj nihče ne ve, kdaj bodo lahko spet nastopali v živo. Ne vem, najbolj optimistične so neke napovedi, kak ti The Roaring Twenties, da se vrnejo, torej da je po epidemiji, da se malo bolj začnemo zavedati tega, ampak je zelo tanka meja, se mi zdi, no. Magnifico je v enem intervjuju zelo parafraziral, ne bom sicer ponovil njegovih besed, ampak na princip, manj ko bomo hodili na koncerte, manj se nam bo luštalo hoditi na koncerte. To je ta zdaj dvorezni meč, mogoče se to zgodi, mogoče ne. Jaz vem, da je ogromno ljudi, ki so zdaj rabimo koncerte, ampak po drugi strani pa spet smo se kar malo zasedeli, se mi zdi. Tako da noben ne more vedeti, jaz upam, da bo gušt, ampak iskreno muzičarji špilajo tudi za prazne odre, ker pač jim je, mislim, za prazne dvorane, ker odre je odre. Ne verjamem v to, da se bo zdaj kar svet spremenil zaradi tega, ker smo imeli eno epidemijo. Imeli smo epidemije že v preteklosti kot človeštvo, pa smo se vedno pobrali. In tudi teater se mi zdi, da bo preživel to. Mogoče ne posamezni gledališki ustvarjalci, to je pač vedno odvisno, kaj se sprašujemo, ne? Ali se sprašujemo na kratek rok težave posameznega človeka, verjamem, da imajo ljudje težave. In pomembno je, da si pomagamo in da stopimo skupaj, ampak teater kot tak, kot koncept pa ne bo umrl, zato ker ni umrl tudi, ko je prišel film, ni umrl, ko je prišla televizija, niti ko je prišel internet, ne? Bo pa najbrž prihajalo do kakšnih inovacij, že jaz uvajam inovacije pri sebi, v svojem načinu razmišljanja, tako da mogoče je to na vseh področjih kulture tudi ena svežina. Sem pa se že razmišljala, ne lani, samo lani, ampak že kakšno leto prej, kaj bi jaz še počela, če ne bi toliko več nastopala, ne, in ja, imam tudi plan B, recimo. V preteklosti, recimo, sem imela zelo veliko povpraševanja po tem, da bi prenašala svoje znanje na mlajše generacije, no, in mogoče celo razmišljam tudi v tej smeri. Ampak še vedno bom rada nastopala, če me bo kdo želel, da mu pridem zapet, verjetno bom tudi kdaj še kakšen koncert organizirala, ampak važno, da smo zdravi in da poskušamo ta čas nekako obrniti sebi v prid
Veliko sem športala v tem času, veliko sem kuhala doma, res čist drugače, kot je bilo mogoče 10 let nazaj. Ja, važno, da smo zdravi. Za konec poglejmo še na spletni portali posavje.com. Spoštovani gledalci, to je tudi vse, kar smo pripravili v Posavskem tedniku. V nadaljevanju vabljeni k ogledu pogovora z vršilcem dolžnosti dekana Fakultete za energetiko. Bodite z nami tudi prihodnji torek. Hvala za pozornost.